Svet globoko pod morsko globino ponuja veliko lepot, ki pa pogosto ostajajo skrite. Ta deloma neraziskan in skrivnosten svet pri marsikomu vzbudi občutek svobode. To velja tudi za podvodne fotografe in snemalce, ki svoja dela predstavljajo na Mednarodnem festivalu podvodnega filma in fotografije v Slovenskih Konjicah. Za podrobnosti pa je to jutro na voljo tudi Branko Ravnak, organizator festivala Sprehodi pod morjem. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Se zavedamo lepot pod morjem? Mislim, da ne. Zakaj ne? Jaz mislim, da se zadeva zapeljala v eno narobe smer. Danes morje postaja tako te manekenke, lepo, brez pikic, brez vsega, photoshopi, HD-ji in tak naprej. In pravo morje v bistvu včasih ni tako lepo, kot mi mislimo ali pa imamo predstavo. Kam moramo iti, da doživimo pravo morje? V Koper, Izola? Ja, morje je tako polje, to smo že včasih govorili. Morje kot polje, v bistvu vsi letni časi so pod morjem. Tako je rekel Marjan Richter. In če enkrat greš, bolj pogosto vidiš, da se spreminja in da ni tako, kot je v filmu na National Geographicu in tako naprej. Ampak je v bistvu živo in je polno vsega in je zanimivo. Se da doživeti pravo morje, pravo morsko dno ali pa, ne vem, globine skozi fotografijo ali pa film? Se da. V bistvu, tako sem prej rekel, danes so ene stvari postale malo bolj drugačne, ampak mi na festivalu letos bom rekel, v razstavi fotografije 4 avtorjev, ki prihajajo praktično z celega sveta, Scott Johnson iz Amerike, Michele Davino iz Italije, potem Vitja Laguškin, National Geographic Rusija in Arkadij Popovič. Arkadij Popovič je ta člen, ki bo povedal ljudem, da fotografija v bistvu, ta prava fotografija ni Photoshop. Ta prava fotografija in tisto, kar mi vidimo pod morjem, je drugačno od tega, kar danes vsi ti veliki vrhunski avtorji pokažejo. Danes ne sme biti več pikic, megle in tako naprej, ampak pri Popoviču vse to lahko vidite, ampak kljub temu je on postavil ena pravila kompozicije, osvetlitve z filmskim trakom. Danes ljudje prinesejo ven pa to gliha. Tako da v bistvu fotografija podvodna je danes nekje drugačna in ljudje zgubljajo stik z realnostjo. Vi se potapljate na dah in ste videli, da ko greste pod vodo, ni tako lepo, kot je. Mislim, je, ampak drugače lepo. Na drugačen način. Slovenske Konjice imajo tale festival. Se ga ljudje zavedamo. Vemo, kdo vse pridete, da pridejo tako slavna, tako znana imena v Slovenske Konjice, da ponudijo svoja dela ljudem. Ja, mi smo vedno rekli, ne, zadnja leta, ali pa odkar smo delali simpozij o potapljanju, vsako drugo leto bo zdaj na sporedu, smo rekli, da pač kraj ni tisti, ki definira zgodbo, ampak so ljudje in tisti, ki to zadevo peljejo. Mi smo stokrat rekli Monterey v Švici, nihče ne bi vedel za njega, dobro, včeraj so ga dali na televiziji o teh sircih in tako dalje, ampak Monterey je majhna vas, ker pridejo glasbeniki in igrajo. In Slovenske Konjice je v bistvu eno stari trg, kamor pridejo ljudje in se sprehodijo pod morjem in pogledajo stvari, ki jih pač drugače ni mogli videti. Torej, Konjice lahko dajo tudi v prihodnosti presežke, tako so jih že dale. Dajva še omeniti datum, ki je zelo pomemben. Ja, festival se pričenja v četrtek, 30. januarja, s projekcijami za šole. To je tista publika, ki jo želimo zgraditi. V 6 letih imamo že kar en mali del publike in mladi so tisti, ki jim pripada prihodnost. Posebnost letos je še to, da je en dan namenjen tudi ljudem, ki so socialno, da bomo rekel socialno ogroženi, ampak ki nimajo toliko denarja. Vse stopnine so simbolične. Vključili smo tudi ljudi, ki imajo v bistvu, ki so malo drugačni od nas, ki imajo težave. To so ljudje z, bom rekel, posebnimi potrebami. Tudi za njih so projekcije. Za starostnike prvič letos ponujamo Lampretovem domu, da pridejo starostniki in dopoldan preživijo malo drugače s filmi. Potem se pa zadeva seli v petek, ker je v bistvu nekje sredina festivala, petek zvečer, smo dodali glasbo. V bistvu začeli smo z akordeonom, enim samim fantom pred leti in danes lahko rečemo, da naslednji teden prihaja Jure Tori z najboljšo zasedbo, to je Jure Tori trio in gostje, mi nismo hoteli povedati, kdo je gost, ampak prihaja tudi Bratko Bibič, prihaja Marjan Bone, prihajajo ljudje iz publike, bojo igrali, v glavnem velika zabava po otvoritvi razstave podvodne fotografije 4 velikih avtorjev, ki sem jih prej omenil, in pa najlepše stvari, ki se je zgodila, to je pa izbor izmed 1024 risb, otroških risb na temo Sprehodi pod morjem. Če smo pred leti začeli z 3,
S temi 4 smo danes na 1000 in tako dalje. Potem pa v soboto izbor najboljših filmov podedijo Grand Prix in to bo zabavno. 30. 31. in pa 1. februar, vsi v Slovenske Konjice in navdušenje za svet pod morjem bo rojeno. Hvala za obisk in pogovor. Hvala vam.